krst je naš. Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Extreme. Petkov Extreme. Yeah! Kolikor so videla prejšnji teden, je bilo full ogledov in zaradi tega so se odločila, da bo nadaljevala. Ja. Ne, se ni. Nadaljujemo pač Ja. tam, kjer smo Tako, končali. tako. Moramo se držati urnika Tako, če sva že rekla, da bova vneje govorila, bova to izčrpno dala. V do bistvu. konca. Ja. Nazadnje smo dve območji slovensko-hrvaške meje obdelali. Tako, Danes bomo še tri. ok. Še enkrat ne povem, kar sem že nazadnje povedal. Moram biti jasen, kratek, zato ni toliko veliko podatkov, zato mogoče kakšna stvar ni takoj logična, ampak verjemite, veliko literature na to obstaja in je na koncu, je logično vse skupaj, ampak kot smo rekli, Mislim, če koga full bolj zanima, si nekajšno gleda knjigo. Tako, to je pa osnovno Seveda. za take, ki sem jaz, ki ne vemo glih veliko. Mislim pa, če vemo približno, ampak No, ne vse. ne, tako. Kje bova zdaj začela? Zdaj pa začnemo pri tejle naši kuriči v spodnjem delu. Tam, Namreč kar smo vidimo dobili, zaliv. kar smo dobili, Kar smo enkrat dobili, sicer je že bilo Za trade. naše, Ja, pa smo nazaj dobili za ta trade na sredin. tako. Znaš, nekaj se še Ampak spomnim. tukaj, ja, no, bravo. Ampak tukaj je še en majhen košček Slovenije, ki je spet malo bolj nepoznan. Bela Zato ne glih bele. En košček je v Beli krajini. Ok. Takole. No, gremo. Namreč, tukaj je pa območje Marindola. Marindol je tale čist majčken košček, tukajle. Ok. To je ozemlje. Zakaj bi bil tle problem? Daj povej mi, zakaj bi bil tukaj problem? To je ozemlje, približno 10 kvadratnih kilometrov, ki je danes, ki ni bil sploh, 400 let ni bil sestavni del Kranjske, danes pa je spet v Sloveniji. Čeprav smo to mi njim ukradli, Hrvati. Boš videl, kako je prišlo do tega. Ok. Gre za približno, kot so nekaj 4-5 vasin tam okrog, ki so poseljene s prebivalcem, ki so po etnični in verski sestavi Čakovci Ok. oziroma pravoslavci. Kva? Pravoslavna skupnost je tukaj. A ni na Hrvaškem? Tudi malo več, ampak tukaj je tudi Pa prno. so na Hrvaškem pravoslavci tudi? Ja, tudi ne, malo več kot v Sloveniji. Ja, no, to ja, itek. Ampak Je. tako. Jaz bi prej rekel bolj sam Bosna pa Srbija. No, tudi kot vidiš, kot ti bom Ja, približno ja, ok, razložil. ja, kar tudi povej. prvo. Zdaj, kako so se oni znajdli na naši strani, na tej strani Kolpe? Ta področje Marindola, vsta območje sicer, je bilo v 16. stoletju zaradi turške nevarnosti zelo izpraznjeno. Ne? Turški upadi, tako naprej se to najbrž poznaš te zadeve. Ampak je bilo že v sredini 16. stoletja bilo pa kolonizirano, poseljeno s pravoslavnimi uskoki z A, področja tako- Velebita. Čak, sam nekaj vmes. A ni tako, da Turki niso nikoli v Slovenijo prišli? Ja, Ko so mene v šoli naučili. so tudi prišli, zelo Mengšo so bili. Ko? Ja, In pa so delali v Nemčiji. in pa razložim. Ok. Sorry. Kar naprej, ja? Tako. Zdaj, kako so se oni ohranili? Leta 1579, ko je nastal Karlovc, ne, Okay. je ta območje Marindola prišel pod vojno krajino. Vojna krajina je območje, tukaj to območje, vidiš, tukaj je Slovenija, Aha, ok. vidiš, tole je Hrvaška, tukaj je Bosna. Tole je pa vojna krajina. To je neko, kako bi rekel, nikogaršna zemlja, nek območje, kjer so bili poseljeni ljudje, ki so bili v službi cesarstva kot vojska. Oni so bili sicer kmetje in tako naprej, oni so bili, ni bilo recimo metnine treba plačevati, ni bilo toliko davkov, so pa v zameno mogli obraniti cesarstvo. Oni so bili tista prva linija, ki je v primeru napada recimo pred Turki, da obrani cesarstvo. No, in kot smo rekli, tistega leta pridejo oni pod vojno krajino, so bili zadolženi za te stvari, ne, da obranijo cesarstvo. 1881 pa je bila ta vojna krajina zaradi, ker ni bila turška več
Turki niso bili več tak problem, Grožnja. je bila ukinjena. In potem spet ta del Marindola pripade spet Hrvaški. Ampak vse do leta 1941. Tistega leta Italijani, je druga svetovna vojna, Italijani pridejo na slovensko ozemlje in ustanovijo tako imenovano Ljubljansko pokrajino in niso... Italijani so jo ustanovili. Seveda. Okay. In ker niso hoteli, ne, se pravi, da je ta delček na tej strani je bila pa neodvisna država Hrvaška, da ta del imajo oni, ampak so rekli, da mora biti meja, se pravi, po reki. In je ta del prišel pod, se pravi, to Ljubljansko pokrajino. In to je bilo do konca druge svetovne vojne, leta 1948 ta Marindol pripade nazaj, se pravi, Karlovc prevzame spet v svojo upravo, na kar so leta 1952 imeli referendum in so se odločili prebivalci, da oni bi raje ostali na slovenski strani. In pametno. Ja, oni se, kot smo rekli, oni so še vedno danes, še vedno pravoslavci, svojo lastno župnijo, ki jo upravlja duhovnik iz Hrvaške in so se V Sloveniji. seveda, in do pred kratkim so se oni še zmeraj, niso se toliko mešali, se pravi, ohranili so pravoslavno vero, oni so se pravi, štokovci pisajo v cirilici in tako naprej. In jih je na tem območju... V Sloveniji pišejo v cirilici. Ja, seveda. No dobro, če ko hočejo. Ja, In jih je okrog 300 jih je danes ustali. A, res, Na tem območju. Pa imajo šolo tudi kakšno, ne? Imeli so v sosednjem, tukaj so Bojanci, je bila še celo šola do leta 1963, svoja njihova lastna šola, srbska, A, res, ampak ker je pač na koncu ni bilo več toliko otrok, so to šolo ukinili. No, zdaj pa gremo naprej in sicer tale območje. To pa je območje Žumberka. Sam trenutek. Nekaj je zmešan to, da je. Nekaj imel zmešan, Ja. dobro, se nima veze, bomo okoli pustili. To je nasprotna stran slovenskih Gorjancev, ne, tukaj so Gorjanci, to je pa Žumberška gora. In kaj se je tukaj zgodilo? To območje je bilo v 16. stoletju zelo izpraznjeno, prav zaradi turških upadov spet. Ampak v istem stoletju se pravi cesarska krona je sem naselila tudi uskoke iz juga, na isto foro kot Marindol, se pravi, da obranja domovino, bomo temu rekli. Čeprav isto so bili s podvojno krajino spet, ampak kot Marindol ni bil povezan teritorialno z vojno krajino. So pa vsem bili tukaj. So bili pa oni taki, kako bi rekel, oni so bili tukaj zato, da obranijo ljudi pred Turki, obnašali so se kot Turki. Namreč zelo so upadali sploh v Belo krajino, zato Bela krajina še v 18. stoletju pozna turške tabore. V 18. stoletju. Ja, dolgo so se to šli. Zelo so barabe bili. Ja. Eno stvar zanimivo lahko povemo, namreč oni so bili tudi pravoslavni, ne? Ampak v 18. stoletju oni sprejmejo grško katolištvo. Postanejo unijati, kar pomeni, da ohranijo svoj jezik pa tradicijo, ampak niso več pod patriarhom, ampak začnejo priznavati papeža in pa rimokatoliško cerkev. In še danes je tako, namreč konec 18. stoletja je patriarh srbski dobil, se pravi tudi te grko-katoličane nazaj, z izjemo teh iz Žumberka, zato ker teritorialno niso povezani in so ostali ta nek otok in so menda še danes še zmeraj tako kot so. Sledi podobna usoda kot pri Marindolu, 1881 je vojna krajina ukinjena, oni so pod Hrvaško bili, hoteli so sicer biti pod Slovenijo, ampak so jih zavrnili, ampak pri njih je bilo lažje, konec koncev bili so Čakovci, lažje so se integrirali v hrvaški narod. Tukaj v 19. pa 20. stoletju je prišla izravnava meje, zato je tukaj spodaj toliko nazobčena meja, ne? Se ješ kako je. Ampak lahko še povemo, da 10 let je bil ta območje pod Ljubljano, se spomniš, prej smo govorili o Banovinah. No, leta 1931, ko smo dobili Belo krajino, je tudi ta območje prišel pod
Dravsko Banovino, ampak ko so Italijani se pravi prišli, so vse ta del dali nazaj Hrvaški in tako je še danes. Je pa ena sporna točka na temo, na tukaj čisto na robu. So Hrvati, Ja, ki kradejo. ki kradejo. Tukaj Koliko so nasrani. Tukaj je vrh, je Trdinov vrh oziroma Sveta Jera, je vojašnica tukaj gor, ki je katastrsko vezana na Hrvaško, ampak jo je zasegla in jo še vedno drži slovenska vojska. Torej na hrvaškem ozemlju imamo vojsko. A res? Ja. In lahko normalno... Ja, sicer so neki protesti, ampak zaenkrat Lahko še do zve. večjih incidentov ni prišlo. In kaj Hrvati rečejo na to? Menda, ki so imeli pred leti kle nekega župana, kar so volili, je hotel iti na ta vrh, ampak ni mogel noter, zato ker je ograja in je vse zaklenjeno, ni mogel pač do vrha. Zato, ker so Slovenci, niso. Zato, ker so Slovenci tam. Slovenska Tudi- vojska. Ja, tudi mi nismo toliko pridni, kot mogoče bi kdo mislil. Mi smo najbolj pridni. Tako. Potem imamo pa še to zadnje območje, ki ga bomo predelali, je območje Razkrižje pa Štriglova. To sta dve vasici, danes je Razkrižje v Sloveniji, Štriglova je na Hrvaškem. Kako je do tega prišlo? Skratka, do leta 1919 je vrsta območje pod območjem, se pravi, Ogrske, Madžarske. Po prvi svetovni vojni je šele, recimo mi Prekmurje dobimo in tako naprej. Prej je bilo to vse. Prej je bilo pa vse to madžarsko. In teli v bistvu v obeh vasih, oziroma vse tukaj so govorili nek jezik, ki jim bilo najbližje tem medžemurskem območju, namreč to iz središča Čakovcev, to je Medžimurje. Ampak in bi nekako po naravni poti bi oni mogli postati Hrvatje, na kar je pa prišlo do nečesa, čemur pravimo kulturni moment. Namreč v Razkrižju je deloval nek prekmurski Slovenc, duhovnik, kot učitelj, ki je učil ljudi v slovenskem duhu, širil je slovenske knjige in ljudje se na tem območju začnejo bolj počutiti Slovence kot Hrvate. Kljub temu, da niso bili. Kljub temu, da Mislim, dobro, to je zelo težko komplicirano. reči, ja, ni tako. Svoje so naredili tudi administrativne meje, se spomniš, prek so govorili o Ljubljani, prejšnjo oddajo, Ja? o, To že to kdo. ko so govorila o teh oblasteh, Mariborska oblast pa Ljubljanska. No, Mariborska oblast je takrat dobila od leta 24 do 28 tudi vrsta območje s Čakovcem, se pravi, naša kura je bila malo podaljšana. Večji klun je imel. Večji klun je imela. Bilo bolj defektno. Tako. Leta 31, ko je prišlo do, se pravi, te izravnave mej, to večji del pride spet nazaj na hrvaškem ozemlju, ampak razen teh dveh vasi pa še malo okolice. In tukaj se začne neka načrtna 10-letna slovenizacija. Na kar pride druga svetovna vojna, spet pridejo Madžari, zavzamejo vse to. Dobro, vojne je konc, leta 45 gre to nazaj. In po se je začelo neko vprašanje, kam bosta pa te dve vasici zdaj, kje bosta zdaj, a boste v Hrvaškem, boste v Sloveniji. Ok, oni se odločijo nekako salomonsko, Razkrižje dajo sem, Štrigovo dol, tam domačini v Štrigovem so sicer protestirali, oni so hoteli ostati pod Slovenijo, prišla je hrvaška udba, pobila nekih 30 domačinov in vas je tiho postala Hrvaška. Je pa ena zanimiva stvar. Dolgo časa, še po osamosvojitvi Slovenije, je v Razkrižjem deloval hrvaški duhovnik. Tudi ta del Razkrižja je bilo še zmer cerkveno upravno, je bilo pod zagrebško župnijo. Ko je bila samostojna Slovenija, je v vasici je bil hrvaški župnik, je imel v hrvaščini verouk in tako naprej. Na kar je to Vatikan leta 1994 prekinil, in je seveda Razkrižje dal takratni mariborski škofi, danes mursko-soboški škofi. To pa je vse, kar se tiče hrvaške meje. Tako na hitro boš zaključil. Tako na hitro, ne? Jaz 15 mislim, minut. da je že dolgo govorimo. Ja, ne, sej je zanimiva Kot tema. pravim, kot še enkrat poudarjam, kot se že tokrat, zelo poenostavljamo vse to. Sej.
Je pa zanimivo. Ok, v redu. No, naslednjič pa pol imamo kaj še? Naslednjič imamo pa ostale meje, se pravi z ostalimi tremi državami. Ti boš pa vse v eni lovski. Vse v eni, zato ker ni tako kompliciranje, oziroma S Hrvati ni nekih imamo največ problemov. Tako nekako. Ja. Ok, hvala. Lep petek. Ja, Lep petek. se slišimo, vidimo naslednji teden, ko bo že nov let. Ja, v bistvu. Ja, Ok, ajde. lep petek, še enkrat. Čau. Srečno. Dan